Ali bo nacionalni energetski in podnebni načrt, ki bo začrtal energetsko prihodnost Slovenije do leta 2030 in ki naj bi ga vlada do konca meseca poslala v Bruselj, preveč ali premalo ambiciozen? Mnenja so nasprotna. Medtem ko okoljevarstveniki menijo, da bi bilo treba cilje postaviti še više, ukrepe pa zaostriti, Gospodarska zbornica Slovenije na drugi strani opozarja, da načrt uničuje slovensko industrijo, predvsem energetsko intenzivno. Vrsto pomislekov in vprašanj imajo tudi energetske družbe, čež da bi dokument tak, kot je, lahko resno ogrozil dolgoročno stabilnost in zanesljivost elektroenergetskega sistema. Moti jih, da načrt povečuje uvozno odvisnost naše države pri oskrbi z električno energijo, zdajšnjih 15 na kar 25%. Andreja Lešnik. Nacionalno podnebni energetski načrt v osnutku, kot je zdaj pripravljen, je neizvedljiv in je v bistvu škodljiv za Republiko Slovenijo, dolgoročno gledano, tudi za našo zanesljivo oskrbo v prihodnosti. Če česa manjka NEPN-u, je to neke vizije, dolgoročne vizije, kako bomo prišli oziroma kako bomo razogljičili to našo družbo, predvsem pa seveda energetiko. Da smo pravzaprav vsi nezadovoljni s tem dokumentom. Energetike najbolj skrbi, kako in s katerimi viri bomo nadomestili izpad proizvodnje elektrike v Tešu in krški nuklearki čez 2 desetletji. Energetsko-podnebni načrt namreč ne predvideva niti enega večjega objekta za nizkoogljično proizvodnjo elektrike, in to kljub napovedani elektrifikaciji prometa in ogrevanja. Izjema so le povečana vlaganja v sončne elektrarne. Doslej je bilo v Republiki Sloveniji zgrajenih približno 250-260 MW sončnih elektrarn. Vse skupaj. NEPN predvideva, da se bo do konca leta 2030 zgradilo še 1350 MW. To se pravi 5-krat več, kot imamo doslej, kar je po moji oceni nerealno oziroma bo terjalo izjemne subvencije. Upravljavci omrežij se sprašujejo, kje vzeti 4 milijarde evrov, kolikor bo stala posodobitev in decentralizacija elektroenergetskega sistema. Mi smo že danes na robu zmogljivosti normalnega obratovanja. Govorimo lahko o implementaciji, o električnih vozilih, toplotne črpalke se gradijo pospešeno. To je trenutno najcenejši in najbolj čist vir ogrevanja in tega bo vedno več. In če ne bomo tukaj prilagajali omrežja in sledili, enostavno ne bomo zmogli, bo prišlo do kolapsa. Nesprejemljivo je, da se zaradi negativne okoljske ocene odpovedujemo najpomembnejšemu domačemu zelenemu viru, naložbam v hidroelektrarne. Brez njih Slovenija ne bo ne energetsko varna, ne razogljičena, svarijo energetiki. Zahtevajo, da se postopki umeščanja v prostor za elektrarne na srednji Savi nadaljujejo. Zadnja spodnjesavska elektrarna Mokrice pa dokonča z uvedbo postopka prevlade javne koristi nad naravovarstvenimi interesi. Če pogledamo Savo kot celoto, bi po skupnih načrtih lahko prispevali blizu 2 teravatnih ur. To je v tem trenutku predstavlja slabih 20% vse porabe. In s tem projektom pa želimo nadaljevati. Tudi odločitev o morebitni gradnji novega jedrskega bloka potrebujemo že danes, ne šele čez 7 let, so enotni energetiki. V predinvesticijski zasnovi smo ocenili 3 različne opcije. Zdaj, izgradnjo manjšega bloka, reda velikosti 1100 MW električne moči, 2 manjša oziroma en večji blok, tam do 1600 MW električne moči, in razpon gre od 5 milijard 300 pa nekje do 9 milijard. Po Levičarjevih besedah naj bi bil projekt NEK2 ekonomsko upravičen in okoljsko sprejemljiv. Glavni investitor bi bilo domače elektrogospodarstvo. Verjamemo, da je najboljša kombinacija obnovljivih virov energije in pa jedrske energije. Glede zanesljivosti oskrbe je eden najbolj zanesljivih virov, 24 ur na dan. Brez jedrske energije si v Sloveniji enostavno ne znam predstavljati prihodnosti. Energetiki sicer pogrešajo izračune, kako bodo skoraj 30 milijard evrov vredni ukrepi za zeleni prehod v nizkoogljično Slovenijo udarili po žepu končne porabnike energije. Nas, gospodince, zanima, kakšni bodo vplivi na naše položnice. Ali bo še naprej cena 80 evrov, moje položnice, ali bo ta 160 evrov.
O dilemah povezanih z nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom pa z gosti, to so Sonja Šmuc iz Gospodarske zbornice Slovenije, Tomo Tkalec iz Fokusa in Bojan Kumer, državni sekretar Ministrstva za infrastrukturo. Pozdravljeni. Slišali smo, energetiki so zelo nezadovoljni. Gospa Šmuc, tudi v Gospodarski zbornici menite, da bi morala hidroenergija postati glavni vir energije, električne energije in da bi morali hidroenergijo, hidropotencial vključiti tudi v načrt. Pravzaprav ne gre, da bi hidroenergija postala glavni vir, ampak če gledamo cilj, ki ga je Slovenija zastavila, doseči 27% obnovljivih virov energije do leta 2030 v končni porabi, potem je treba pogledati, od kje lahko napolnimo teh 27% in samo z sončnimi elektrarnami, ki jih absolutno potrebujemo, z vetrnimi, z geotermalno, z biomaso, z vsemi temi ostalimi viri, preprosto niti blizu ne moremo priti temu odstotku. Zato je največ, kar lahko prispevamo, je s tem, da izkoristimo dane vire, ki jih Slovenija ima, in to so vodni viri, in zato je tudi potrebno imeti hidroelektrarne in hkrati s tem tudi uporabimo znanje, ki ga v Sloveniji imamo. V Sloveniji znamo 90% hidroelektrarne narediti sami. Gospod Tkalec, okoljevarstveniki menite nasprotno, da je treba vodne vire zaščititi. Kako bi potem nadomestili TEŠ 6 in nuklearko? Ja, so dileme tudi glede tega, katere vodne vire je treba zaščititi. Seveda se pojavljajo različne mnenja o tej temi. Zagotovo menimo, če govorimo o strukturi proizvodnje, prvo se zanesti na zmanjšanje rabe, kar bo pomenilo tudi, da moramo manj proizvesti, zagotovo pa neka kombinacija obnovljivih virov energije, s tem, da bo soncu verjetno treba dati absolutno prednost, zato ker je tudi najmanj problematično pri umeščanju v prostor. Sam bi rekel, da ne smemo zanemariti nobenega vira, pa treba biti zelo pazljiv pri tem, kako se umešča, kam se umešča, in je treba gledati tako na družbeno sprejemljivost kot na okoljsko sprejemljivost. Jedrska elektrarna. Sam tudi v Fokusu ne vidimo to kot rešitev. Gre za v bistvu predrag projekt, za katerega trenutno nimamo sredstev. Obenem bo ta projekt, če bi se šlo v izgradnjo, zgrajen prepozno, za tisti čas, ko še moramo do takrat, ko moramo ukrepati. Namreč imamo čas do leta 2030, da znižamo naše izpuste. To govori podnebna znanost, to govorijo IPCC poročila, o tem govori tudi Pariški sporazum. Tako da jedrska elektrarna 2 bi prišla prepozno. Gospod Kumer, zakaj niste zapisali v načrtu, s katerimi viri bomo nadomestili TEŠ in nuklearko? In ali boste zdaj upoštevali te predloge, katere in morda vendarle hidroelektrarne na Srednji Savi ponovno vključili v načrt dokončanja Mokric? Najprej naj povem to, da smo se zelo trudili, da bi lokacijsko definirali, iz koga bomo pridobivali električno energijo v naslednjih desetletjih. Žal imamo takšno okoljsko zakonodajo, ki ocenjuje, koliko definiramo lokacijsko hidroelektrarne, to pomeni bistveni vpliv na naravo. In to definira negativno ceno. In negativna cena okoljskega poročila pa ni zadosten pogoj, da se sprejme nacionalni energetski podnebni načrt. Tudi v nuklearki pravijo, da leta 2027, takrat naj bi sprejeli odločitev v drugem bloku nuklearke, da je to prepozno. Jaz mislim, da danes smo zelo ambiciozno nastavili, da najkasneje do leta 2027 Slovenija mora sprejeti odločitev, ali bo ostala jedrska država in bo gradila nadaljne bloke, ali to 2, 3, 4. Tudi na tem področju se dogaja zdaj skokovit razvoj in moramo narediti še zelo nekaj tehničnih, strokovnih, ekonomskih analiz, tudi nenazadnje se politično odločiti, družbeni konsens, ker investicija ni tako majhna. Bistveno se torej zdaj, do konca meseca, ko naj bi načrt poslali v Bruselj, ta ne bo spremenil, nekaj ste želeli na kratko, gospa Šmuc. Ja, samo sem želela podati nekaj primerjav. Za 1% točko doseganja obnovljivih virov energije, ki jo lahko zagotovimo iz 1 ali 2 hidroelektrarn, je potrebno pokriti 54.000 slovenskih domov z sončnimi elektrarnami. Torej, to, kar je ideja in razmišljanje, da nimamo denarja za neke take objekte, pravzaprav pomeni, da je ideja, preselimo mi te stroške na prebivalce same, ki bodo v to investirali. Se pravi, to je ena stvar. Pri jedrski je pa, ko primerjamo ceno, koliko znaša gradnja neke jedrske elektrarne, treba upoštevati, da je slovenska jedrska
hidrojedrska elektrarna, ena najboljših v Evropi, ki priznavajo tudi na svetu in imajo res izjemne izkušnje. Da dokument ni primeren, da bi ga poslali v Bruselj, meni tudi ekonomist dr. Jože P. Damijan. Moti ga, da se preveč osredotoča na ukrepe učinkovite rabe energije, premalo pa na nove energetske naložbe. Zadnja verzija NEPN je povsem nerealistična, iz dveh razlogov. Prvič, povsem je zanemarila investicije, svoje nove naložbe v gradnjo električne energije na podlagi obnovljivih virov energije, kot je hidroelektrarna, kot je tudi nizkoogljične vire, kot je recimo drugi blok jedrske elektrarne. In drugič, celotna strategija temelji na tem, da bi naj v Sloveniji zmanjšali porabo električne energije, stavbo celo za 60%, da naj bi povečali energetsko učinkovitost do leta 2030 na celo 35%, kar je celo više od evropskega cilja, ampak vse skupaj je nerealistično. Namreč nerealistično je, da pričakujejo, da se bo pri nas poraba energije zelo zmanjšala, ob tem, ko nam bo seveda gospodarska aktivnost naraščala. To enostavno je skregano z dejstvi. Poleg tega seveda ta NEPN zanemarja tudi to, da s tem, ko bomo šli recimo na večjo uporabo električnih avtomobilov, bo to pomenilo seveda še večjo uporabo električne energije. Največ, slabo polovico vse električne energije v Sloveniji porabi industrija. Okoli četrtino jo porabijo gospodinjstva in okoli četrtino še ostali poslovni subjekti. Največji porabniki med podjetji so Talum, slovenska industrija jekla, na tretjem mestu je črpalna elektrarna Avče, zelo pomembna, ki pa mimogrede med črpanjem vode porabi več električne energije, kot je proizvede, sledita pa še Štorska in Ruška družba. Gospodarska zbornica Slovenije pravi svari, da energetsko-podnebni načrt ogroža okoli 30 tisoč delovnih mest v energetsko intenzivni industriji. Posledice pa bi čutilo še 170 tisoč zaposlenih v povezanih predelovalnih dejavnostih. Poglejmo, kako v načrtu razmišljajo v dveh največjih porabnikih električne energije pri nas, Žan Dolajš. Tako glasna je transformatorska postaja, ki z električno energijo napaja Talumove peči, v katerih se po elektroliznem postopku proizvaja aluminij. Ta izjemno uporabna in zaželena kovina, ki se zelo učinkovito reciklira. Kar 75% vsega kadarkoli proizvedenega aluminija je denimo danes še vedno v uporabi. A njegovo pridobivanje zahteva neverjetno veliko električne energije. Talum porabi kar okoli desetino vse elektrike v Sloveniji. In to kljub temu, da je po porabi električne energije na tono proizvedenega aluminija drugo najučinkovitejše podjetje na svetu. Kar pomeni, da imamo v smislu izboljšanja procesa ali pa znižanja specifične porabe električne energije v tem procesu relativno malo možnosti. Talum je v zadnjih 20 letih prepolovil porabo električne energije. To je dosegel s 35% znižanjem proizvodnje aluminija in postopnim nadomeščanjem proizvodnje s predelavo odpadnega aluminija, za kar se porabi kar 95% manj energije. A račun za elektriko je še vedno visok. Letos bo ta okoli 66 milijonov evrov. Aluminija za predelavo zaradi nenehne rasti povpraševanja ni dovolj, da bi lahko v Talumu popolnoma opustili energetsko potratno elektrolizo. Izpolnjevanje zavez zadnjega predloga energetskega in podnebnega načrta bi prineslo občutno višje cene elektrike. To pa bi lahko pomenilo tudi konec proizvodnje v Kidričevem, pravijo v Talumu. Zaustavljamo nekaj, kar je na zavidljivem nivoju po porabi energije, kar ima perspektivo, kar ima glede na letno rast porabe aluminija v svetu, ki gre tja do 5%, tudi možnost in priložnost, da temu kratkoročno delamo konec. Podobno menijo v Siju, ki je drugi največji porabnik elektrike pri nas. Njihove železarske peči napaja elektrika. Višanje cene bi zato tudi njih zelo prizadelo. Kljub številnim vlaganjem v energetsko učinkovitost bomo postali nekonkurenčni, pravijo. Mi smo že naredili v preteklosti te premike. Kot veste, so včasih bile jesenice, so se imenovali rdeče jesenice po rdečem prahu, ki je takrat bil. In danes, s tem, ko smo mi investirali v elektroodločne peči, je danes položaj tak, da naprimer avtocesta obvoznica na Jesenicah je bistveno večji onesnaževalec okolja, kot je Akron.
Pričakujemo le, da bo Slovenija sledila priporočilom Evropske komisije za energetsko intenzivne industrije, pravi predsednik uprave Taluma Marko Drobnič. Ti omogočajo državno pomoč v obliki razbremenitev pri prispevkih in dajatvah za energijo. Slovenija in Romunija sta edini, ki teh smernic še nista implementirali v svoj pravni red. Za zmanjševanje porabe energentov v zadnjih 20 letih smo v Talumu potrebovali kar 140 milijonov evrov, razlaga Drobnič. Za nov korak v zeleno smer potrebujemo dodaten čas in sredstva, ki nam jih predvideni energetski načrt ne daje. Če tega ne bo, se bo proizvodnja aluminija pač selila na Kitajsko. Zavedati se pa je potrebno, da niti tehnologije za proizvodnjo, niti za tehnologije za proizvodnjo energije, ki jo ta industrija potrebuje, niso takšne, kot so v evropskem prostoru. Kitajci proizvedejo večino električne energije s termoelektrarn. Mislim, da snovalci tega ne razumejo, kam to pelje. Tako kot so kar nekatere ekonomije v preteklosti niso razumele, kaj pomeni to selitev različnih proizvodnih sektorjev na kitajskem drugam, je danes seveda bumerang, ki prihaja. Delamo si medvedjo uslugo, so si enotni v industriji. Onesnaževanje na Kitajskem vpliva na ves svet, tudi na Slovenijo. Potreba po materialih, kot sta aluminij in jeklo, pa bo tako v svetu kot pri nas še naprej vztrajno rasla. Gospod Šmuc, GZS poziva vlado, naj tega načrta ne pošlje v Bruselj, ker bi postal zavezujoč. In rekli ste, da gre pri njem za prevlado ozkih interesov, interesov ozkega kroga ljudi in ne za prevlado širšega splošnega interesa. Kdo je ta ozka skupina ljudi? Veliko krat je pravzaprav, da tudi te ozko skupino zelo težko določiš, ker ti ni jasno niti, če gre za okoljevarstvene organizacije, ena meni eno, druga meni nekaj drugega, prav ni nekega soglasja, ampak očitno imajo zelo pomemben vpliv pri oblikovanju. Kar smo mi v bistvu rekli je, da želimo, da se dopolni program 4.1 v nekaj drugega, kot vemo se pripravlja 5.0, ki bo upošteval torej naravne danosti Slovenije, zmožnosti za doseganje ciljev in pa po drugi strani tudi na nek način dajemo en apel tudi Evropi, če bo Evropa ostala osamljena pri doseganju podnebnih ciljev, ki so hvalevredni. Tukaj tudi ni dvoma, da gospodarstvo to podpira, ker vemo, da je brezogljičnost je smer, krožno gospodarstvo je smer, ampak če bomo sami ostali, potem bo to zelo drago in Evropa bo revna, planet pa ne bo nič boljši. Gospod Tkalec, slišali smo, da manevrskega prostora pri teh največjih porabnikih električne energije ni več veliko, pokazali bomo tudi moč naše energetsko intenzivne panoge. Kako bi vi ravnali? Bi enostavno zaprli vse velike porabnike električne energije v gospodarstvu? Zagotovo ne, treba razmišljati o pravični tranziciji, torej da se poskrbi tudi za te sektore, ki bodo doživeli največje spremembe. Mogoče pomanjkljivost net na to, da ne vključuje neke ocene, koliko novih delovnih mest, zelenih, trajnostnih, bo pa nastalo zaradi njega. Pa če se vrnemo na to energetsko intenzivno industrijo, so odvisni od cen električne energije, ki določa regijski trg, torej ne glede na to, da bo Slovenija karkoli naredila ali ne, verjetno se bodo cene višale. To pa zelo vpliva na njihovo delovanje, torej ne to, kakšne cilje si bo Slovenija zastavila, ampak kakšne bodo cene v regiji. Problem je tudi, ker je Slovenija zelo tretja najbolj industrializirana država v Sloveniji, tudi to bomo pokazali. Sam bi dodal, da imajo tudi precej odpustkov, torej nižje trošarine, nižji prispevek za OVE, tudi nižje dajatve za CO2 in na ta način prinesejo noter. Po drugi strani pa ni nobenih zavez, torej država daje te odpustke, ne zahteva pa od njih, da se vlaga v energetsko učinkovitost, kar bi bilo zelo smiselno in bi na dolgi rok pomenilo tudi seveda večjo konkurenčnost teh podjetij. Gospod Kumer, na začetku tega tedna se je končala javna razprava. Ali zagotavljate, da boste načrt poslali do konca meseca v Bruselj? Računate, da boste dobili soglasje od Ministrstva za okolje? Opozarjate tudi na nesoglasje med okoljskim in finančnim ministrstvom? Mi delamo vse, kar je v naši moči, da bo vlada naslednji teden ta dokument sprejela in potem sledi, da ga pošljemo v Bruselj. Mene zelo veseli, da je dokument, in to je lepota tega dokumenta, da je uravnotežen. Vse strukture, vsi sektorji nosijo uravnoteženo breme prehoda v podnebno nevtralno družbo. Evropa si je zadala pomemben cilj. Leta 2050 od tega ne bo odstopala, to tudi govori zeleni dogovor, da bomo podnebno nevtralni. In ta nacionalni energetski podnebni načrt
je v prvih 10 letih naredil svojo nalogo, res pa je, da nam Kolikšen delež pripomb boste lahko upoštevali? Gre za zelo nasprotujoče si pripombe. Res je, mi smo... Boste spreminjali cilje? Boste vključevali hidroenergijo? Ne. Ciljev ne bomo spreminjali, vendar je potrebno upoštevati, da so prestali test javne obravnave. Zadali smo si minimalne cilje, mi smo na dveh pomembnih ciljih, ki Evropo najbolj tarejo, nadpovprečno ambicioznejši. Res je, obnovljivi viri energije je domača naloga in to tudi v NEPN ustrezno naslavljamo, da moramo v prvih 2-3 letih spremeniti določene okoljske postopke, da bomo lahko znali učinkovite umeščati obnovljive vire energije v prostor. Še nekaj zanimivosti povezanih s planetom. Grenlandija, ki zelo močno čuti podnebne spremembe, se je odločila vodo, ki nastaja pri taljenju ledu, izvažati. Po navedbah znanstvenikov se je med letoma 2012 in 2017 vsako leto stalilo skoraj 240 milijard ton ledenega plašča. Voda je zelo čista, doslej so podelili že 9 od 16 razpisanih licenc za izvoz. Ob dnevih, kot sta nedavna Valentinovo in prihajajoči dan žena, pa prihaja v ospredje cvetje. Največja pridelovalka vrtnic na svetu, Nizozemska, jih vzgaja predvsem v ogrevanih energetsko potratnih rastlinjakih, zato so še pred leti nizozemske cvetlične farme svojo proizvodnjo množično selile v Afriko, čež da vrtnice tam rastejo na prostem in je njihova vzgoja zato prijaznejša do narave. Ampak ali je res tako? Darja Zupan. Te vrtnice lahko prihajajo prav iz Kenije, ki je ena izmed največjih izvoznic vrtnic in ima na evropskem trgu skoraj 40% tržni delež. Kar 2/3 kenijskega cvetja gresta na trg skozi Nizozemsko in tamkajšnje cvetličarske družbe in ekološka razlika. Vrtnice iz Nizozemske proizvedejo kar 6-krat več ogljikovega dioksida kot tiste iz toplejše Kenije, saj moč potrebna za ogrevanje rastlinjakov povzroči veliko več emisij ogljika kot 7000 km dolg let. Kljub temu podnebni aktivisti v glavnem mestu Kenije ne menijo tako. V Keniji je zaradi netrajnostne rabe pesticidov, gnojil in vode onesnaženih več rek in jezer, zlasti jezero Najvaša, okoli katerega je skoncentrirana pridelava vrtnic. Climate change is real and it's coming for us, and it doesn't matter who you are. Whether you are rich or poor, this thing is real and it doesn't isolate. Vrtnice je treba zavarovati tudi pred plesnijo, poleg tega je v Afriki dovoljenih veliko več pesticidov kot v Evropi. Podatki Kenijskega sveta za cvetje kažejo, da so pred 30 leti izvozili slabih 11 000 ton cvetja, leta 2006 86 000 ton, 4 leta kasneje 120 000, leta 2017 pa že skoraj 160 000 ton, kar jim je prineslo več kot $800 milijonov zaslužka. Zveni cinično, podnebne spremembe ponujajo nove poslovne priložnosti, kot je voda, ampak to so zelo kratkoročne priložnosti. Svet je zelo povezan, na kratko, kaj storiti? Slovenija je ena od zmagovalk globalizacije bila do sedaj, zdaj se bomo pa še bolj učili tudi v svetu, kako lokalno se bolj povezati. Gospod Kalec. Za rešitev problema podnebnih sprememb bojo zagotovo potrebne širše in globlje družbene spremembe, ne pa zgolj neke parcialne rešitve znotraj sektorja. Poskrbeli bomo, da bo NEPN sprejet. Slovenija mora sprejemati strateške odločitve in NEPN je prva strateška odločitev, ki bo zaznamovala našo pot za naprej. Spoštovani gostje, najlepša hvala za sodelovanje v oddaji. Hvala. To je vse za nocoj. Lepo skrbite za okolje. Vidimo se spet čez teden dni. Srečno!